Moji spomini na tole dvorano, zdaj v tej dvorani se mi zdi, se je vse nekako, dosti stvari se je prvič zgodilo v tej dvorani. Tako, ko sem prvič šel v gledališče, ko so nas iz podružnične šole na Savi pripeljali si pogledati gledališko predstavo sem noter. Tako sem šel prvič brez staršev samo v kino v to dvorano. In pol čez nekaj let se mi zdi, se ta zgodovina ponovi, ne. Prvič pripelješ svoje otroke v gledališče si pogledati otroško matinejo sem noter. Prvič pripelješ otroka v kino sem noter, dejansko eni taki lepi trenutki, ki se ti ponovijo, pa verjamem, da nisem edini, ki so se mi te trenutki tako ponavljali v tej dvorani, ne. Drugače pa se mi zdi, da največ spominov na to dvorano me veže na koncerte, ki smo jih delali s skupino Prkakšnost tukaj noter, pa še posebej sigurno bi izpostavil, ko smo imeli Zid, naše prve in edine studijske plate, ki smo jo posneli. En tak poseben moment, ker smo bili vsi toliko veseli pa ponosni pa vse za tisto plato. In smo jo tukaj nekako predstavili in obelodanili. Ampak se mi zdi, da je ena taka dobra anekdota, pa mislim, da je prav z tega koncerta, je pa bila, ko smo ob koncertu vzporedno prirejali še fotorazstavo. In smo rekli, ok, bomo pač postavili, imeli smo fotografa, Matjaž Škrinjar je bil takrat, imel je neko serijo fotografij iz Ljubljanskega jazz festivala. Kakšno uro pred koncertom pripeljejo fotke, jih dobimo noter, večji format fotk. In smo nekako ugotovili, da jih nimamo kam postaviti, ne. In pa smo na hitro kaj narediti in smo rekli, naredili bomo razstavo na teh malarskih lojtrah, teh A-lojtrah, oblike A-lojtre. In smo vsi poklicali svoje bližnje, ne vem, zberemo mi ene 10-15 lojter, postavimo lojtre tako od vhoda v avli pa do vhoda v dvorano. In dejansko, ko so ljudje začeli not prihajati, jih je tako pričakal en tak špaler malarskih lojter, pa vsaka je imela tako ene 2 fotke gor. In se mi zdi, tako na hitro smo se mogli znajti, ampak je tak en simpatičen moment ratal z tega, ki je bila pač malo drugačna razstava, malo je bila drugačna. Tako da ja, drugače se mi pa zdi, da je ta dvorana ena takšna zibelka litijske kulture, pa ne tako samo zaradi programa, ki ga zaposleni v kulturnem centru ustvarjate, za kar smo vam sigurno vsi zelo hvaležni, ampak tudi tako nasploh se mi zdi, veliko nekih stvari lokalnih, nekih dogodkov tako lokalno narejenih, mislim, uprizoritev lokalnih je tle noter ratalo, pa so bile zelo dobre, pa so mi zelo v spominu ostale, tako kot so naši koncerti bili pred leti, pa verjamem, da kakšen še bo, no. Recimo je bil Izredni teater pred leti, ki so naredili predstave, je bil ful dober, pa sem si mi tako res v spominu ostal, pa verjamem, da je bilo tega še veliko, ne. In se mi zdi, ko sem omenil zibelka, ne, se mi zdi, da je tako, kot je zibelka nek tak varen prostor, ki si starši želimo, da je tak 100% varen prostor za naše otroke, ne, ki so majhni. Se mi zdi, da tudi ta dvorana mora imeti eno tako varnost za litijske ustvarjalce, se pravi, da nudi ustvarjalcem neko možnost kot prvo, da imajo tukaj možnost uporabe te dvorane, kot drugo pa tudi, da jim ponudi samo infrastrukturo, ne, se pravi, prostor, opremo, sedeže, pač da je tisti komplet, ki ga rabiš, da narediš nekaj, kar si prej mogoče ustvaril, vadil, karkoli, pa prideš sam pa predstaviš, pa celo vadiš tukaj, ne, kakorkoli, ne. In se mi zdi, da je res pomembno, da to kraj ima, da mesto ima, da občina ima to. Pa tudi na drugi strani, ne, če gledamo stališča obiskovalcev, ne, tukaj dejansko obiskovalci dobijo tisti nekaj, kar mogoče jim vsakdanje življenje ne ponuja. Zdaj je to 1 ura zabave pa smeha, ali je to neko izobraževanje, ali je pa to neko zrcalo družbe, ki ga lahko dobiš na gledališki predstavi, ki mogoče ne vidiš, kako družba funkcionira, pa pa na odru gledaš nekaj pa rečeš, to je pa res tako, ne, kako mi živimo. Tako da ja, se mi zdi, da je zelo pomembno, da ta dvorana je na voljo za pač ustvarjalce. In nasploh se mi zdi, kultura kaže nek tak utrip mesta, utrip družbe in kaj naj rečem, pomemben je, da se ohranja ta dvorana tudi v nadaljnje, da bo tudi nekako se razvijala, tako kot se razvija kultura, tako kot se razvijajo potrebe družbe, da se tudi ta dvorana razvija, pa je na voljo ustvarjalcem, da je lahko še, ne vem, naslednjih 100 let uporabljamo za najboljši dober namen, pa za to, da bojo obiskovalci zadovoljni pa veseli tukaj, ne.